Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Tokratno oddajo posvečamo pregledu pomembnejših projektov in dogodkov Mestne občine Krško v letu 2023. V Kulturnem domu Krško so januarja odprli razstavo elaboratov javnega projektnega natečaja za novo osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja, ki ga je Mestna občina Krško pripravila v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije z namenom, da pridobi idejne rešitve za prostorsko umestitev novega šolskega objekta, ki bo stal v starem mestnem jedru Krškega. Na natečaj, ki ga je Mestna občina Krško pripravila v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, so prejeli 4 idejne rešitve. Strokovna skupina je kot najboljšo izbrala zasnovo biroja Dans Arhitekti iz Ljubljane. Pri takšni nalogi, kakor je ta, ki je socialna in v bistvu zahtevna programsko, tako za projektiranje kot tudi za uporabo, je potrebno zelo natančno premisliti o vsakem prostoru, o vsaki svetlobi, o neki robustnosti za uporabo, o tem, da bodo noter živeli otroci, ki imajo pravzaprav posebne potrebe. Ker energetska sanacija in obnova obstoječe stavbe ni bila ustrezna rešitev, prav tako ne lokacija za novogradnjo na območju nekdanjega Laboda, saj se je izkazalo, da bi bila pot do gradnje tam zelo dolga, so se z občino odločili za lokacijo v starem mestnem jedru, tik za občinsko stavbo. Dejstvo je, da mi bi potrebovali šolo že, če rečem, predvčerajšnjem. Ta lokacija ima seveda svoje pluse in minuse, vsekakor pa, če gledamo iz širšega vidika, se bo uredil ta prostor in nekako dodala vrednost staremu mestnemu jedru, tudi z vidika arhitekture. Zdaj, če govorimo o nadaljevanju projekta, seveda najprej so na vrsti pogajanja z izbranimi projektanti oziroma s prvo nagrajenimi projektanti. Nekje pričakujemo, da bomo v roku enega meseca z njimi sklenili dogovor oziroma podpisali pogodbo o projektiranju. Nekje po planu načrtujemo nekje do konca leta pridobitev gradbenega dovoljenja. Zdaj potem seveda v naslednjem letu si želimo začetka gradnje. Okvirna vrednost investicije, se pravi projektiranje in gradnja, je ocenjena na 10 milijonov evrov. Vendar bo sama dinamika gradnje, kot poudarja Planinc, odvisna od prihodnjih odločitev vezanih na občinski proračun. Nekaj čez 6 milijonov sredstev je trenutno že zagotovljeno v proračunu za namen izgradnje te šole. Temu je treba prišteti še nekaj sredstev, ki jih bomo namenili za gradnjo dvosmerne cestne povezave, ki se bo gradila sočasno z šolo, in pa potem tudi nekaj sredstev, ki bomo namenili za park oziroma plato, ki se bo zgradil med univerzo in šolo. Razstava je v klubu Kulturnega doma Krško na ogled do 3. februarja. Na 6. seji občinskega sveta Mestne občine Krško so se 6. marca sestali člani občinskega sveta, ki so med drugim potrdili lokacijsko preveritev za dograditev objekta Zdravstvenega doma Krško, kjer ima svoje prostore tudi lekarna. V prispevku poglejmo, zakaj je dograditev večjega prizidka ključna. Stavba skupno kvadraturo slabih 4800 kvadratnih metrov ne zadošča več povečanim potrebam po zdravstvenih storitvah, zato so se odločili, da je čas za njeno prizidavo. Po obstoječem prostorskem aktu je ta sicer možna, vendar ne v takšnem obsegu, kot bi si želeli. Kot sem že rekla, je dozidava možna, vendar le za 40%, s to lokacijsko preveritvijo pa bo dejansko možno prizidati še približno 100% velik objekt, se pravi še en takšen objekt. Govorimo o tlorisu 1445 kvadratnih metrov v 3 etažah. V spodnji etaži bo dobila prostora lekarna Krško, v zgornji pa pač primarno zdravstvo. Prizidek bo stal na severni strani zdravstvenega doma, kjer je trenutno zelenica, z njim pa bodo pridobili nove splošne, specialistične in akutne ambulante. V prvem nadstropju bo bodoči center za krepitev zdravja, več prostora bo tudi za fizioterapijo. Tudi navsezadnje je predvidena neka širitev oziroma povečanje števila prebivalcev bodoče v občini Krško z širitvijo gospodarskih dejavnosti, tako da je treba za v prihodnje pač predvideti tudi dodatne prostore v ta namen. Svetniki so torej sprejeli sklep o lokacijski preveritvi. In kaj sledi? Zbornica arhitekture in prostor Slovenije je edina agencija v Sloveniji, ki preučuje potem, glede na to, da odstopa od gabaritov,
preučuje možnosti umestitve to v prostor in čez cirka mesec dni bo izdan javni natečaj za pridobitev tega objekta, umestitev v ta naš prostor. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je v zadnjem času v Krškem že izpeljala 2 podobna postopka za izbiro idejne rešitve za nov zimski plavalni bazen v Krškem in izgradnjo novega objekta osnovne šole dr. Mihaela Rostoharja v starem mestnem jedru Krškega. Sredi aprila so na Sejmiški cesti v Krškem začeli graditi 16 novih najemniških stanovanj. Predstavnika investitorja Rudar Senovo in izvajalca lesnina MG Oprema iz Ljubljane sta v četrtek 30. marca podpisala gradbeno-izvajalsko pogodbo. Na tem mestu, kjer zaenkrat še stoji objekt nekdanje Gastromiksove kuhinje, bo kmalu stal nov stanovanjski blok. Z deli bodo začeli po velikonočnih praznikih. To bo Sremiška cesta 13, 16 stanovanj, ki se bodo začela graditi v aprilu, sredi aprila, predviden zaključek gradnje pa v sredini novembra leta 2024, ko bo objekt tudi pripravljen za najemnike. Gre za stanovanjski blok v 3 etažah, stanovanji različnih velikosti, od garsonjer do trosobnih. Skupna neto površina dobrega 1300 kvadratnega metra, vključuje poleg stanovanj tudi shrambe za posamezno stanovanje. Vsako stanovanje bo imelo zunanje površine, se pravi balkon ali teraso, 11 parkirnih površin znotraj v garaži, se pravi podkleteno, in dodatnih 14 od zunaj na terenu. Gre za klasično gradnjo, se pravi armirano betonsko gradnjo z opečnimi zidovi. V bistvu tak projekt enak je bil že izveden in v bistvu ga, ponavljamo oziroma gradimo ponovno enakega. Vrednost naložbe znaša 3 milijone evrov. Strani Ministrstva za okolje in prostor bodo pridobili nepovratna sredstva v višini 1,5 milijona evrov, razliko pa bo krila družba Rudar Senovo z dolgoročnim zadolževanjem. Krški župan Janez Kerin, ki se je udeležil podpisa pogodbe, je ob tem dejal, da zaradi predvidenega priseljevanja načrtujejo spremembe že sprejetega stanovanjskega programa. Tudi iz tega izhaja potreba takšnih gradenj, kot je danes, priča danes pogodbi, podpisu pogodbe. Kot je bilo že navedeno, delamo tudi na Žlapovcu, tako imenovanem projektu, predvidite dodatnih 17 neprofitnih stanovanj, odkupujemo zemljišča oziroma starejše stanovanjske objekte na trgu Petra v Brestanici, tudi to nekako poskušamo pokrivati. To bo sicer 4. takšen objekt na Sremiški cesti, ki bo hkrati zadnji večstanovanjski na tej lokaciji. Za mestno občino Krško je mesec junij še posebej pomemben, saj se obeležujejo številni dogodki v okviru občinskega praznika. Vrhunec slovesnosti pa je potekal v sredo 7. junija, ko so v Kulturnem domu Krško nagrajencem slavnostno podelili jubilejna priznanja ter znak mestne občine Krško. Poglejmo. V avli Kulturnega doma Krško je potekala podelitev jubilejnih nagrad, katere je letos prvič v vlogi župana nagrajencem predal Janez Kerin. Jaz sem vesel, da sem prvič v tej vlogi podeljevalca priznanj jubilejnih nagrad in tudi sem ponosen, da sem lahko vaš župan. Moram priznati, da je temu primerna tudi trema, vendar verjamem, da bo vsakim dnevom, vsakim mesecem manjša in da to ne bo vplivalo na kvaliteto mojega vodenja. Župan se je nato v uvodnem nagovoru v veliki dvorani prebivalcem mestne občine Krško zahvalil za podporo in izpostavil pomen občinskega praznika. In danes vas prvič nagovarjam kot vaš župan ob občinskem dnevu s častjo in ponosom, da lahko vodim to občino. Občinski praznik je poleg pogleda v preteklo zgodovino tudi trenutek, ko se vsi skupaj ozremo na dosežene dosežke preteklega leta. In hkrati z zanosom pogledamo naprej v prihodnost, polno novih izzivov, možnosti in priložnosti. Sledila je slavnostna podelitev nagrad. Priznanja mestne občine Krško so prejeli Sonja Levičar za sodelovanje na področju ljubiteljske kulture, Tatjana Uduč za uspešno delo na kulturnem in drugih področjih, Matjaž Gomilšek za vsestransko aktivnost in prispevek k razvoju različnih dejavnosti v lokalnem okolju ter Aleš Suša za aktivno delo in dosežke na področju glasbene umetnosti. Jaz sem lansko leto imel 30 let delovanja
v kulturnem društvu Big Band Krško. In sem po 30 letih pač en del svojih obveznosti izpregel in imamo drug način dela, imamo gostujoče dirigente za naš orkester 2krat na letno, drugače pa delamo še vedno po starem. Jaz vodim organizacijsko, glasbeno in tako. Znak Mestne občine Krško je prejelo podjetje Mlin Katič za uspešen razvoj družinskega podjetja in prispevek k prehranski samooskrbi. Znak Mestne občine Krško je prav tako prejel Simfonični orkester Glasbene šole Krško za velike uspehe ob 30-letnici glasbenega ustvarjanja. Veliki znak Mestne občine Krško za življenjsko delo na področju plesne umetnosti je prejel Dušan Vodlan. Ja, lahko rečem, da mi zelo veliko pomeni. Veliko dela je za mano, veliko let je pa tudi pred mano, to sigurno, da nisem rekel zadnje besede. Veseli me, da je okolje spoznalo moje delo in da me je s to nagrado, s tem znakom počastilo, me pač nagradilo za preteklo delo. Za izjemno pomoč osebam s cerebralno paralizo in drugimi oblikami invalidnosti pa so veliki znak Mestne občine Krško podelili Društvu Sonček Posavje. Zelo smo veseli, ponosni, da so nas prepoznali, da delamo dobro za ljudi, ki potrebujejo. V bistvu oni lahko počnejo vse, kar počnemo mi, samo z malo pomoči. In mi v društvu, v bistvu to sem jaz kot predsednica in imam dobro ekipo za sabo, ki mi pomaga, da program izpeljujemo, da tudi oni, ki sami tega ne morejo početi, da lahko počnejo vse, kar mi zdravi, da grejo na smučanje, da grejo na plavanje, da grejo na izlet, na kavo, na pohodništvo in vse ostale aktivnosti, ki jih izvajamo v društvu. Po zaključku slavnostnega dela se je dogajanje preselilo na ploščad Trga Matije Kupca pred kulturnim domom, kjer so za bogato pogostitev in druženje poskrbele krajevne skupnosti in društva iz občine. V Brestanici so v torek 6. junija otvorili obnovljen odsek lovske ceste, ceste med Brestanico in Dolenjim Leskovcem, s čimer bo zlasti za avtobuse izboljšan dostop do gradu Reichenburg. Vesel sem, da danes zaključujemo v bistvu tako imenovano prvo fazo lovske ceste v Brestanici. Govorimo o projektu, ki se je v bistvu začel že leta 2022 in danes je nekako v okviru občinskega praznika. Dan, ko bomo ta prvi del po dolžini malo več kot 423 metrov predali svojemu namenu. Seveda po nadaljevanju sledi tudi rekonstrukcija tako imenovane druge faze tega objekta, katerega pa nekako podobno odprto računamo v letu 2025. Ko se pogovarjam s krajani, mi povedo, kako je sedaj varen promet in prostor lepo urejen. Želel bi vam tudi povedati, da po moji oceni tako kvalitetnega izvajalca del, kot so Gradnje d.o.o., ki dolgo ni bilo v naši krajevni skupnosti. Govorimo o naložbi cirka 600 000 evrov. Vesel sem, da bo ta naložba pripomogla k varnosti prometa na tem delu, izboljšanje dostopa do našega gradu Reichenburg. Skratka, ena izmed pridobitev tako za krajane, krajanke krajevne skupnosti Brestanica, kako tudi za občane in občanke Mestne občine Krško. V petek 9. junija sta župana Krškega in Kostanjevice na Krki slavnostno prerezala trak ob odprtju nove kolesarske povezave med obema občinama. Z novo infrastrukturno pridobitvijo na skupni dolžini 19,5 km se bo izboljšala prometna varnost, predvsem pa se bodo s tem izboljšali pogoji za vzpostavitev trajnostne mobilnosti in nadgraditev turistične ponudbe med obema občinama. Danes zaključujemo, kot ste že sami omenili, dvoletno investicijo v skupni znesku 6,7 milijona evrov.
katerega so financirala Evropska skupnost in pa država. Skupaj smo v tej investiciji z sosednjo občino Kostanjevica na Krki in s tem omogočamo oziroma bomo omogočili našim prebivalcem, obiskovalcem tudi z tega vidika turističnega varno vožnjo, varno pot, uporabo kolesarskih stez. In upam, da bomo še veliko, še dolgo let se vozili po njej, no, tako bom rekla. Delež Mestne občine Krško pri tem lasti delež 1,7 milijona evrov, ostalo so pa sredstva, kot sem že rekel, državnega proračuna in pa evropskega sklada in pa seveda občine Kostanjevica na Krki. To je zelo velikega pomena, tako kot za turizem, tudi za prebivalce. Je cela občina povezana dejansko še s Krškim naprej, tako je zelo pomembno glede turizma, prebivalcev, varnosti kolesarjev. Saj vidimo, da se kolesarstvo zelo razvija. Kot je bilo že danes povedano, je kolesarka poteka iz Krškega do Kostanjevice v skupni izmeri 19 km. Investicija znaša 6 milijonov 500 tisoč evrov. Gradnja je potekala skladno s terminskim planom in končana v roku. Na Velikem Trnu so se o prazniku krajevne skupnosti in ob dnevu državnosti poklonili spominu na nekdanjega sokrajana Albina Rudana. Ob tej priložnosti so naziv krajevnega kulturnega doma uradno spremenili v Kulturni dom Albina Rudana. Kulturnega obeležja se je udeležil tudi župan Mestne občine Krško Janez Kerin. Albin je tu rojen in smo to pripravljali že 3-4 leta. Kdaj in kako, torej letos je 90 let in v teh priliki smo prišli do vrha in se je zgodilo. Posneli smo to, kar se je dalo, zbrali dokumentacijo, naredili to, kar se v dvorani vidi in povabili sorodnike, da so tu prisotni tako Miran Rudan kot gospa Poltka, njegova žena, in njihovi sorodniki in smo veseli, da so se v takem številu odzvali. Bomo malo zapeli z njimi in se poveselili, potem pa v naslednje naloge. Ja, zelo sem vesela in počaščena, da ste me povabili, pa še bolj, da ste naredili kulturni dom na Velikem Trnu po mojem možu Albinu Rudanu. Kaj čem reči, lepo je bilo, pol je prišla bolezen in zdaj je že 15 let, ker ga ni več z mano. Dolg čas je še vedno, hudo je še vedno. Pa sem vesela, da se bo dogajalo v tem domu mogoče še marsikaj kulturne in vesele prireditve, pa mogoče še kdaj pridem. V avgustovskih poplavah je Slovenijo prizadelo močno neurje z obilnim deževjem. Mestno občino Krško je prizadela toča, kasneje pa so jo ogrožale še poplave. K sreči jo je Posavje tudi po zaslugi hidroelektrarn na spodnji Savi in nasipu odneslo brez najhujšega. Poglejmo izjavo župana Kerina. Tako kot večina Slovenije, delo Slovenije, tudi Mestno občino Krško oziroma je grozilo, da je bodo približujoče se vode, ki so prihajale, grozile po najhujšemu. Sreči lahko rečem, da so naši protipoplavna zaščita tudi po zaslugi hidroelektrarne, izov hidroelektrarne, pripomogli k temu, da do tega najhujšega ni prišlo. Kljub temu smo v naši občini že v petek okoli 11 ure aktivirali štab civilne zaščite in začeli z pripravami na morebitno najhujše dogodek, ki bi se lahko zgodil. Kot sem že rekel, k sreči do tega ni prišlo. Aktivirane so bile enote poklicne gasilske brigade in pa prostovoljnih gasilskih društev z našega območja,
s katerimi imamo pač javno gasilsko, ki za nas oziroma za občane izvajajo javno gasilsko službo. Posledic hujših lahko rečemo ni bilo, materialna škoda zaenkrat še ni znana, je pa lahko rečemo v primerjavi z ostalimi deli Slovenije minimalna. Prišlo je do razlitja manjših oziroma posameznih področji ob sami reki Savi. Poplavljanje je bilo pomožno igrišče stadiona v Krškem. Evakuirali smo hiško, montažno hiško Kajakaškega kluba Krško zaradi varnostnih razlogov in pa v tem se tudi pokazalo, da je bil pretok vode takšen, da bi jo z veliko verjetnostjo tudi odneslo s sabo. Skratka, preko noči smo zadevo spremljali na terenu z gasilci. V stiku smo bili tudi z Genom, z Nekom, glede morebitnih težav za samo oskrbo električne energije oziroma morebitnih posledic, ki bi lahko nastale s tem, vendar smo se skozi bili na varni strani. Sproti smo obveščali javnost preko našega Facebook strani in pa tudi preko spletne strani Mestne občine Krško in zato tudi zdaj še enkrat ponavljam, nalagam ljudem, občanom, da spremljajo našo spletno stran, ki je ažurna, ki je tekoča in preko katere obveščamo vse potrebno, kar se tiče same tudi sanacije v prihodnje, ki jo bomo pač v teh dneh začeli pripravljati. Družina Karamani iz Krškega se je z donacijo vodnega sesalca prostovoljnemu gasilskemu društvu Krško želela zahvaliti za požrtvovalnost in vso pomoč ob neurjih in poplavah, ki so avgusta prizadele Slovenijo. Na lastno pobudo so kupili in namenu predali vodni sesalec, vrednost donacije znaša okoli 1200 evrov. Odločili smo se zato, ker smo v teh naravnih nesrečah, ki so se zgodili, zdaj videli, da gasilci prvi priskočijo na pomoč in smo tudi veseli, da lahko pomagamo in doniramo. Naša slaščičarna ima že dolgoletno tradicijo, pa tudi naš pradedek bi bil pokojni, bi bil zelo ponosen na nas. Vesel sem, da sem lahko priča predaji ali pa dobrodelni noti solidarnosti, ki se izkazuje po celi Sloveniji, da tudi v Krškem smo priča temu, in sicer družba Jagoda oziroma družina Karimani podarja sušile za razlažitev vlage prostovoljnemu gasilskemu društvu Krško. To je v bistvu vodni sesalec, ki posesa vso vodo v objektu do zdaj nam je v bistvu ratalo do 2 cm, zdaj bo šlo v bistvu do 0. Ima pretoka 8000 litrov vode na uro, ki ga lahko črpamo iz stanovanja direktno do 8 metrov višinske razlike, tako da s tem bomo lahko ljudem v primeru neurij in poplav stanovanj veliko lažje pomagali in hitreje pomagali. Z veseljem pomagamo. Tudi nam so ob nedavni neurju s točo. Gasilci prvi so prišli na pomoč in smo se odločili, da eno malo donacijo in smo jim res zelo hvaležni. Najprej bi se zahvalil slaščičarni Jagoda za to lepo donacijo. To je naša dolgoletna želja, da bi ta vodni sesalec nabavili, tako da lahko ljudem, ko potrebujejo to pomoč, pomagamo v bistvu izčrpati vso vodo, tako da donacija je zelo lepa. Ta sesalec je zelo drag, tako da smo sami si ga težko bi privoščili, glede na to, da društvo pač živi od donacij in seveda od članarine, tako da še enkrat najlepša hvala slaščičarni Jagoda in družini Karimani za to lepo donacijo. Ob vsaki priložnosti rada poudarjam, kako pomembno je, da skupnost odpremo, da jo povežemo in da smo človek človeku. In ne bom skrivala veselja, ko vidim, da to dejansko tudi uspeva. Jaz verjamem, da je solidarnost in povezovanje ključ do vsega in tako se bom v imenu mestne četrti Krško še enkrat zahvalila družini Karimani za to lepo gesto in tako kot vedno jaz verjamem, da smo skupaj močnejši. Župani iz 11 občin jugovzhodne Slovenije so v Ljubljani predstavili akcijo zbiranja podpisov volivcev za vložitev paketa sprememb 4 zakonov, namenjenega reševanju romskih vprašanj.
V državni zbor so vložili podpise za predloge zakonov o dopolnitvi zakona o socialno-varstvenih prejemkih, za predlog zakona o dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, za predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o voznikih in za predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela. Jaz verjamem, da v bistvu zdaj šele delo pravo se nadaljuje, sicer predvsem s tem, da poskušamo poslancem in pa poslankam pokazati oziroma da bodo spoznali pomembnost teh sprememb tega zakona, seveda odločevalci o tem so pa potem na njihovi strani. S predsednikom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Krško, Sebastianom Komučarjem, smo se pogovarjali o pripravi varnih šolskih poti v Mestni občini Krško. Kot ocenjuje, so te varne in dobro označene, voznike pa naproša na potrpežljivost in povečano pozornost. V prometu se bodo namreč mnogi najmlajši znašli prvič. Poglejmo izjavo. Lep pozdrav vsem gledalcem e-Posavja. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Krško bo tudi v tem šolskem letu poskrbel za varen prihod prvošolcev in pa vseh ostalih otrok v šolo in pa domov iz šole v obdobju od 1.9. do 8.9., torej v petek se začne in pa se naslednji petek potem tudi konča. To bomo zagotavljali v obdobju teh prvih 6 dni. Seveda bodo za to tako kot vsako leto poskrbeli prostovoljci z ŠAM, Združenja šoferjev in avtomehanikov, potem policisti, svojimi policisti, ki bodo takrat na razpolago, potem Motoklub Rak in pa skupni prekrškovni organ Mestne občine Krško. Ti bodo vsak dan prisotni na prehodih za pešce. Potem imamo tudi vsakoletno sodelovanje z Zavarovalnico Triglav, ki bodo vsem prvošolcem zagotovili rutke. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pa bomo otrokom zagotovili vidne kresničke, ki bodo lahko potem obesili na torbe in pa še marsikaj se bo verjetno v tem obdobju dogajalo v Mestni občini Krško. Tako da apeliramo na vse udeležence v cestnem prometu, da so še posebej na območju šolskih poti malo bolj previdni, malo bolj pozorni na naše najmlajše udeležence, ki si zagotovo je to za njih prvič in se prvič srečujejo tudi s to šolsko potjo in jim res apeliramo, da so pri svoji vožnji previdni in upočasnijo, kolikor se le da. Same šolske poti načeloma, vsaj v okolici šol, so po večjem delu občine varne in pa označene z intalnimi označbami, potem nekje so tudi cone, kjer je hitrost zmanjšana. Tako da jaz mislim, da bi morali vozniki, ki se vozijo v teh območjih, biti takrat še toliko bolj pozorni, sploh zato, ker vedno nekdo prvič vstopa v tako območje in so to nova okolja. In upamo, da bo ta prehod v šolo varen za vse udeležence. Vsem našim najmlajšim udeležencem, njihovim staršem in pa tudi ostalim seveda otrokom bi zaželel varno pot v šolo s čim manj nevšečnostmi in pa naj bodo sami previdni in tudi vsi ostali udeleženci. Kako se spominja svojih prvih šolskih dni, nam je za našo televizijo zaupal župan Mestne občine Krško Janez Kerin. Poglejmo. Najbolj se svojega prvega dneva spominjam potem, da sem glede na to, da nisem obiskoval vrtca, takrat tudi ni bilo tako modern vrtec, da sem otrok kmečke družine, kako smo šla skupaj z mamo v šolo, v Leskovško staro šolo, lahko rečem, in ko je bilo treba, da bi se usedel v klop s svojimi bodočimi sošolci, sem se mame tako držal za krilo, da me težko odtegla, seveda so pa bile prisotne tudi solze in kar nekaj dni potem, ko sem obiskoval prvi razred, sem šel z smokom v grlu in pa z solznimi očmi v šolo. Verjamem, da današnji otroci temu ne bodo tako sledili in da grejo z veseljem v šolo. Potem pa spoznaš nove okolje, nove prijatelje, prijazne učiteljice in zadeva je stekla in v bistvu sem potem z veseljem hodil v nadaljevanje šole.
V Krškem so v neposredni bližini zdravstvenega doma na cesti Krških žrtev 137B odprli center za krepitev zdravja. V njem deluje ekipa 12 specialistov, ki med drugim vključuje medicinske sestre, fizioterapevte, psihologe, dietetika in kineziologa. Delavnice so namenjene vsem, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. S 1. septembrom je prišlo do nadgraditve zdravstveno-vzgojnega centra v Center za krepitev zdravja. Kaj to pomeni? To pomeni še več programov, še več aktivnosti v skrbi torej za zdravje naših občanov in občank, torej občine Krško in Kostanjevica na Krki. Obstoječemu timu, torej timu medicinskih sester, fizioterapevtov in psihologov, smo pridobili še tim dietetika in kineziologa. Torej skupno nas je 12 v timu, kar je pa predstavljalo tudi pomanjkanje prostora v zdravstvenem domu in neka dobra rešitev, da smo se dislocirali in seveda sedaj se ponovno nahajamo na tem mestu, kjer smo danes, ker se je danes zgodila tudi otvoritev, torej na cesti Krških žrtev 137B. V Centru za krepitev zdravja izvajamo standardizirane, torej predpisane zdravstveno-vzgojne, psihoedukativne delavnice, individualna svetovanja in aktivnosti krepitve zdravja za vse populacijske skupine. Torej za otroke, za mladostnike in za odrasle. To je ena tudi takšna novost. V našem centru so zelo dobrodošli seveda tudi otroci in mladostniki. Aktivnosti Centra za krepitev zdravja so aktivnosti v oporodnem obdobju, torej aktivnosti za otroke, mladostnike in starše in aktivnosti torej za odrasle. Torej za vsakega se nekaj najde. Veliko smo pa aktivni tudi v lokalni skupnosti, ker seveda nam tudi namen, da predstavimo torej naše programe vsem ostalim. Vesel sem, da sem lahko bil danes deležnik tega dogodka, veselega dogodka otvoritve Centra za krepitev zdravja, tu pri nas v Krškem, v naši mestni občini Krško. Iskrene čestitke javnemu zavodu, vodstvu zdravstvenega doma Krško, ki je uspelo v tem času te prostore prenoviti, jih pripraviti na to, da so našim uporabnikom prijazni. In v tej priložnosti bi izkoristil to, da povabim uporabnike, da se udeležujejo obiska tega centra in da bodo spoznali, da je zdravstvo na njihovi strani. Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Krško je dejansko nastal na podlagi prijave na razpis, ki ga je Nacionalni inštitut za javno zdravje v preteklem letu objavil. Zdravstveni dom Krško je že v letu 2018 kandidiral na te razpise za Center za krepitev zdravja. No, letos je bil z odlokom, ki ga je Ministrstvo za zdravje sprejelo za programe, tudi sprejet v ta kontekst Centrov za krepitev zdravja. Tako da smo nekje v mesecu marcu pristopili k najemu teh prostorov, seveda jih je bilo treba dodatno opremiti, pregraditi, da so nastale pisarne za individualno svetovanje, da smo pridobili predavalnice, telovadnice, nekako prostore, ki bojo odgovarjali tej dejavnosti. Sicer je ta center nekoliko dislociran od samega zdravstvenega doma Krško, pa vendarle v neposredni bližini, tako da je namenjen vsem občanom in občankam, tako občine Krško kot Kostanjevica na Krki. Verjamem, da bojo prepoznali koristne vsebine v teh naših delavnicah, v naših zdravstvenih strokovnjakih, ki so zaposleni v tem centru. Tukaj vam bojo na voljo tako diplomirane medicinske sestre, kot kineziolog, diplomirani fizioterapevti, psihologi in ostale službe, ki bojo dejansko zaokrožile vaše zdravje v neko celoto in vam znale svetovati. V okviru Evropskega tedna mobilnosti poteka vseslovenska akcija Župani za volani, ki jo pripravljajo v zavodu Sopotniki. Akciji se je pridružil župan mestne občine Krško Janez Kerin, ki se je preizkusil v vlogi voznika prostovoljca. Ja, danes bom opravil prvo prostovoljno vožnjo Sopotnika, projektu Sopotnik, in štem si v čas, da bom danes doživel ognjeni krst te vožnje. Ja, hvala za vožnjo.
Ja, v Zavodu Sopotniki smo zelo veseli, kako dobro se je storitev brezplačnih prevozov za starejše prijela tudi na področju občine Krško. Trenutno se približujemo številki 500 uporabnikov tukaj, kar govori o tem, da so jo nekako posvojili za svojo to storitev. Predvsem tudi zato, ker ko uporabnik prvič pokliče sopotnike, ponavadi je to za nek nujen prevoz k zdravniku ali kaj podobnega, kasneje postane redni uporabnik storitve in mogoče naslednjič uporabi storitev tudi za kaj ne toliko nujnega, kakšen obisk ali podobno. Lahko rečem, da potrdim pravilnost odločitve tudi z tega vidika, da s tem projektom nadaljujemo. Lahko tudi rečem, da smo v letošnjem letu uspeli po dogovoru tudi s Centrom za socialno delo zaposliti koordinatorja, to je njihova velika želja, katerim smo prisluhnili in smo šli jim naproti. Seveda pa rak rano ostane njim vozilo, vozni park, ki je slab, dotrajan, star in tudi danes so bili pogovori v tej smeri, da morda iščemo neko skupno rešitev glede obnove po možnosti, ki bodo, ko bodo. Za prostovoljce sem se odločil takrat, ko sem prebolel raka in sem hotel pomagati starejšim, kar me veseli. In me dejansko res zelo veseli, ker tukaj doživimo ogromno lepih stvari. Vsaka hvaležnost, tudi solze v očeh uporabnikov naših. Tako da nimam besed, to, če ne doživiš, ne veš. Ko spremljaš starejšega, ki je nepokreten, z invalidskim vozičkom na tak ali drugačen način. Večinoma, ko se dogovorimo, dobim termin in mi pride zelo prav, ker ko dobiš injekcijo v oko, se ne smeš peljati sam. Ne? To traja, da ta proces gre skozi, da me pregledajo in dajo injekcijo okoli 3 ure in to je kar cajt nekašen, da če te nekdo drug vozi. Ne? Tako da pot traja cirka pol ure, proces celi, da mi pa injekcijo dajo, je pa okoli 3 ure. To je kar dolgi cajt. Največ vozimo v bolnišnico Novo mesto, tam je tudi največ časa zapravimo, ne? Ker če gremo na očesni oddelek, tam so tudi po 3,5, po 4 ure, se zamudimo, ker veliko je takih, ko ga moraš spremljati, ni sposoben, da gre sam, nekaj je dementnih, ne ve, kje je oddelek. Pred kratkim sem imel pa ravno iz Sonovega eno gospo, ko je bila stara 80 let, pa sem jo pripeljal pred bolnico, pa pravi, kam ste me pa pripeljali? Jaz sem rekel, v bolnico. Je rekla, sploh ne vem, kje sem, prvič sem v novomeški bolnišnici. In tam sem jo pustil pri vratarju, parkiral avto, šel po njo, jo pospremljal tam, kjer je morala iti, ker dobro poznam bolnico. In bila je presrečna in solzna, ko sem jo pripeljal nazaj na Senovo. Glede samih izvajalcev tega projekta, se pravi prostovoljcev, lahko rečem, da ne moramo govoriti o njihovem delu, pa govorimo o njihovem poslanstvu. Lahko jih primerjamo z gasilci, lahko jih primerjamo z drugimi deležniki, ki upravljajo to plemenito delo, lahko rečem, zato ker v končni fazi tega je vse manj. Po drugi strani pa smo Slovenci dokazujemo oziroma smo dokazali, da pa med nami še vedno prostovoljcev dokaj pogost pojav in ko sem danes imel srečanje z našimi prostovoljci, ki to poslanstvo upravljajo na območju Mestne občine Krško, vidiš, čutiš, da so to vzpostavljene posamezne vezi, ki jih težko prekiniti in želim si, da bi v tem segmentu prostovoljci tudi nadaljevali. V petek 22. septembra so ob dnevu brez avtomobila v Krškem za promet zaprli del ceste Krških žrtev v starem mestnem jedru. Ulice so preplavili otroci, za katere so v sodelovanju z različnimi deležniki pripravili številne delavnice. Tako so otroci spoznali, kako se na varen način približati in se spoznati s kužki. Ogledali so si reševalno in gasilsko vozilo ter spoznali delo mestnih redarjev. Ni manjkalo niti plesa in rekreacije, udeležili pa so se tudi delavnice o zdravi prehrani. Projekt Evropski teden mobilnosti se nekako zaključuje z 22. Se pravi, prihajamo v zaključno fazo. Danes smo pa z naše najmlajše udeležence, bom rekel, v prometu, v mobilnosti, se pravi, poskrbeli, organizirali dan brez avtomobila. Zaprli smo tole ulico, da se otroci počutijo kot na svojih igriščih, kot na svojih dvoriščih, varno.
Mesto občina je k temu dogodku povabilo en kup deležnikov, od reševalcev, gasilcev in ostalih, ki bodo poskrbeli, da bodo ti naši najmlajši otroci spoznali njihove dejavnosti, zdravo prehrano, njihove aktivnosti in da se bodo pač imeli preprosto lepo. Rišemo, smeti dajemo v kante, pri gasilci smo bili, igrah, ki smo šli telovaditi. In šli smo pobirati odpadke. Običajno obiskujemo šole z smetarskim kamionom in ločujemo odpadke na terenu. Danes pa smo tukaj na dnevu brez avtomobila. Veseli nas, da nas je mestna občina Krško povabila k sodelovanju in da bo več kot 300 drugošolcev spoznavalo tudi naše dejavnosti, še posebej ločevanje odpadkov. Pripravili smo tudi eno knjigico o ločevanju odpadkov, ki jo bojo vsi prejeli ob odhodu. Veseli nas, da je z nami tudi naša maskota, ki popestri dogajanje. Prvo smo bili pri glasilcih, smo reševali odpadke, zdaj smo šli pa sem risati. Danes preko igre spoznavamo prometne znake. Naredili smo en tak kratek poligon, otroci mečajo kocko in če se ustavijo ob prometnem znaku, ga je pač treba upoštevati. Danes smo se tukaj zbrali, zato da poskusimo različne delavnice, ples in gasilce, da božamo kužke, še bolj pa se veselimo pice. Prebiramo odpadke in nam je super. Danes tukaj recikliramo, pa še dobili smo bombončke. Mi smo danes tukaj iz Športne zveze Krško. Pripravili smo za otroke trenažerje, veslače, uživajo v tem. Smo kar presenečeni, kako dobro jim gre, glede na to, da so drugi razred, tako da super. Upam, da bo kdaj še kdo kaj zaveslal. V okviru Evropskega tedna mobilnosti so simbolno odprli območje umirjanja prometa pri podružnični osnovni šoli in enoti vrtca Peter Pan v Velikem Podlogu. Zaradi porasta prehitrih voznikov, ki so pogosto drveli v bližini šole in vrtca, so se odločili, da na mestno občino Krško podajo pobudo za temeljito ureditev tega zelo prometnega cestnega odseka. Na občini so jim prisluhnili ter uredili 2 hitrostni grbini, talne označbe različnih barv ter začrtali postajališča šolskega avtobusa. Več pa v prispevku. Ja, danes otvarjamo umirjeni del prometa, odsek umirjenega dela prometa pred našo šolo. Zelo smo veseli, da je mestna občina Krško zelo resno pristopila k reševanju te težave in s tem smo pridobili ene označbe, ki bodo umirile promet pred našo šolo in s tem povečale varnost naših otrok. Mestna občina Krško da velik poudarek na ureditve prometnih označb na cestah, kajti menimo, da so otroci zelo pomembni, da varno pridejo v šole in tudi otroci v vrtcih. Zato smo se lotili teh projektov označitve po vseh šolah. Postavili smo 2 trapeza pred šolom, kjer omejita hitrost in označbe, talne označbe z različnih barv, da jasno povedo, da je v bližini šole, da se nekaj dogaja in s tem tudi voznike prosimo, da omejijo, zmanjšajo hitrost. V Krškem se je 9. novembra odvijala pomembna obravnava proračunskih načrtov za naslednji 2 leti. Občinski svet je z večino glasov zavrnil osnutka proračunov za leti 2024 in 2025, ki jo je predlagal župan Janez Kerin. Svetniki so na predlog svetnice Janje Starc izglasovali zavrnitev in zahtevali, da župan v roku 10 dni pripravi nova osnutka za obe leti. Poglejmo odzive krškega župana po seji. Včeraj je potekala 8. redna seja občinskega sveta mestne občine Krško.
na kateri je bila, v bistvu so bile osrednje točke, poleg ostalih seveda dve, in sicer ena oziroma tri. Ena se je nanašala na rebalans proračuna za leto 2023, se pravi prikaznik dejanskega finančnega stanja, in smo tudi to uspešno, lahko rečem, potrdili ta rebalans in smo ga speljali, tako da, kar se tega tiče, je šla zadeva skozi. Nadaljevanje so bile pa dve točki namenjeni osnutku, poudarjam osnutku, proračuna za leti 2024 in pa 2025. In po kar, bom rekel, nekaj večminutni razpravi in pa tudi odrejenem odmoru na podlagi predloga svetnice SD, gospod Nataše Šerbec, je sledilo glasovanje, kjer se je pa izkazalo pač, da so člani občinskega sveta kot najvišjega organa odločevalcev zavrnili oba osnutka, ki sem kot župan predlagal v sprejem. S sklepom so mi potem tudi naložili, da v roku 10 dni pripravim nov osnutek, katerega se bomo poskušali pripraviti. Je pa dejstvo, da sem tudi sam njih pozval, glede na to, da niso imeli konkretnih pripomb, razen dveh do sedaj, kaj spremeniti v tem osnutku, pozval, da oni do ponedeljka nekako mi pripravijo pomoč, da mi grejo nasproti kot svetniki, da pripravijo predlog njihov, da osnutek, da bomo videli, kje smo, in potem verjamem, da bomo preko konstruktivnih debat in pogovorov našli neko pravo pot. Dejstvo tudi to, da je časovnica taka, da ni najbolj naklonjena nam glede raznih javnih razpisov in pa tako imenovanega CTN mehanizma, na podlagi katerega bomo lahko pridobili določena sredstva iz državnega proračuna. Skratka, kot župan bom kljub tem, bom rekel, včerajšnjim nesprejetim sklepom naredil vse, da tega občanke in občani ne bojo čutili na posledicah, če bi se zgodilo to, da bi se moralo, ali pa upam, da se ne bo, začasno financirati, kajti začasno financiranje pomeni, da lahko, v bistvu, če povem po domače, porabimo toliko sredstev v mesecu januarju, koliko smo jih porabili v letošnjem letu, pa bomo videli potem, kako bomo pri tem uspešni. Skratka, tega si noben ne želi, saj jaz kot župan ne začasnega financiranja, in bom poskušal najti roke, časovnico, da bomo pač speljali. Seveda pa tudi dejansko računam na konstruktivno pomoč članov občinskega sveta, da podajo predloge, pripombe. Kot sem že rekel, dve pripombi taki smo dobili, bomo upoštevali v največji meri. Kaj bo pa prihodnje, bo pokazal čas, da pričakujemo v ponedeljek njihovo pošto in potem sklic kolegija občinskega sveta in delo naprej. Potem, ko so na 8. seji občinskega sveta Mestne občine Krško svetniki in svetnice z večino glasov zavrnili osnutka proračunov za leti 2024 in 2025, so jih 27. novembra na drugi izredni seji občinskega sveta po predlaganih spremembah potrdili. Osnutek proračuna za leto 2024 so potrdili soglasno, za leto 2025 pa z veliko večino. Poglejmo izjavo župana Kerina. Včeraj smo na drugi izredni seji občinskega sveta Mestne občine Krško dobili potrditev osnutka predloga proračuna za leti 2024 in pa 2025, ki se v bistvu razlikuje od tistega prvega, ki je bil zavrnjen predvsem v tem delu, ki se nanaša na prihodkovni del, se pravi, noter so bile vključena tudi sredstva, katerih v tistem prvem osnutku nismo mogli vključiti, ker še niso bila točno znana. Govorimo povprečnina, govorimo o povišanju sredstev iz naslova NORP. Zdaj smo to vključili, v vmesnem času je prišlo 11 pripomb, predlogov so strani svetnikov oziroma posameznih svetniških skupin, in te smo že vključili tudi v ta del osnutka, in po burni razpravi, lahko rečem, ki je trajala kar slabe 4 ure, 3 ure pa še malo, je nekako prevladovalo mnenje, da je osnutek pripravljen v tej smeri tako zadovoljivo, da so ga naši svetniki tudi soglasno, lahko rečem, potrdili za leto 2024, za 2025 pa tudi z veliko večino. Če se prav spominjam, so bili 3 svetniki
proti, ostali so bili pa za. V hotelu Kunst v Krškem je bila 23. novembra tiskovna konferenca, ki so jo organizirali člani društva Modra smer. Dogodek je zaznamoval 1 leto po zmagi na lokalnih volitvah in je bil namenjen predstavitvi napredka in načrtovanih sprememb v mestni občini Krško. Vodja svetniške skupine Modra smer Sebastijan Komočar in predsednik društva Modra smer Mitja Valentinc sta predstavila projekte, ki so jih zapisali v predvolilnem programu, ter napredek pri realizaciji načrtovanega. Nadaljujemo vse projekte, ki so bili začrtani v preteklosti. Rad bi, da ne pustimo nekih nedokončanih zadev, ker sem mnenja, da izvajanje teh projektov gre na daljše časovno obdobje in zato so mi primarni projekti je vsekakor osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja, zaradi preprostih potreb, v katerih so se znašli ti učenci in pripravljamo vso potrebno dokumentacijo, da bomo dejansko ta projekt tudi izvedli, pripeljali k cilju. Potem je tu projekt bazena. 16 let je minilo, odkar smo se začeli pogovarjati v Krškem novem bazenu, tudi neke predvolilne obljube so bile dane, da bomo s tem projektom nadaljevali in se trudim maksimalno, da bomo ta projekt dejansko začeli, če povem, zaštihali lopate v gradbišče. Sedaj pa so potem tukaj še ostali projekti manjši, bom rekel, športna infrastruktura, cestna infrastruktura, skratka vse stvari, ki so začete, je cilj moj, da zaključimo, da dokončamo in pa seveda posledično temu tudi nekaj novih projektov, predvsem z naslova CTN mehanizma, katere lahko rečem smo bili uspešni pri njegovem pogajanju za sredstva in verjamem, da bomo tudi uspešni pri tej realizaciji, da do teh projektov pridemo. Gradimo 17 stanovanj, mi tako imenujemo na našem Žlapovcu, govorimo o neprofitnih stanovanjih in pa 15 stanovanj na Sremiški na Videmski strani Krškega, se pravi skupno govorimo o 32 stanovanjih in neprofitnih, kar bo neka dodana vrednost našim prebivalcem, predvsem tistih, ki bodo se lahko konkurirali na to, se pravi socialno šibkejšim oziroma manj finančno močnim prebivalcem, da bodo prišli do svojega stanovanja. Delovanje ocenjujemo kot uspešno, naši člani so aktivni, imamo 85 članov, kjerkoli smo imeli možnost imenovati v odbore, v komisije, v občinskem svetu, imamo svoje člane, kjer pregledujejo materijale občinskega sveta in podajajo svoje predloge. Imamo tudi dosti članov v svetih krajevne skupnosti, v mestnih četrteh, tako da se tudi z njimi se dobivamo, pomagamo reševati, če rečem, na mikro nivoju težave. Tako da mi smo na nek način, če rečem, ena takšna podpora našim svetnikom v občinskem svetu, v krajevni skupnosti in županom. Vse skozi se dobivamo, podajamo predloge, tudi županu, predvsem tiste, ki so administrativni, da se da nekaj spremeniti brez finančnih učinkov, brez učinka na proračun. Tako da poskušamo biti proaktivni in poskušamo več ljudi dobivati k tem, da sodelujejo pri, če rečem, grajenju naše občine. CKŽ je v bistvu druga faza zaključena. Govorimo o nadaljevanju CKŽ-ja, se pravi od elektrarne Krško do mostu. Časovnice za to tretjo fazo še nijem točno določene. Tudi zaradi tega, ker zakonsko omejitev je priprava prometne strategije, skratka se zadeve morajo biti pogojene. Žlapovec bi moral biti zaključen v letošnjem letu, v letu 2024. Tudi to je vezano, so sredstva, sofinancirska sredstva so strani države. Časovnica je dobra, je v redu, zadeve potekajo brez problemov, tako da ne vidim razloga, kar se tiče samega izvedbe gradnja, da bi ta zadeva ne bi bila tudi realizirana. Seveda pa bom poudaril, da je pa tukaj potrebno tudi sprejeti proračun za leti 2024 in 2025, iz katerega smo potem lahko sofinancirali ta projekt.
Poslanci in poslanke so na seji v Državnem zboru potrdili predlog stranke Gibanje Svoboda o prenovi ceste med Krškim in Zdolami. Poslanka Državnega zbora Tamara Vonta iz stranke Gibanje Svoboda ter člani in članice lokalnega odbora Gibanje Svoboda Krško so izrazili zadovoljstvo o parlamentarni naklonjenosti celovite obnove ceste, ki je močno dotrajana, s tem pa se bo izboljšala prometna varnost in razvoj regije. Poglejmo izjavo. Gibanju Svoboda v lokalnem odboru smo že na začetku, da rečem, nekako našteli oziroma detektirali tiste projekte na državni ravni, ki so za naše okolje, za našo občino najbolj pomembni. In zagotovo je eden od teh prav ta, moram zdaj že reči, res nesrečna cesta na Zdole. Jaz sem se osebno zelo zavzela in zelo trudila in zelo borila, da je ta cesta uvrščena oziroma denar za obnovo te ceste končno uvrščen v proračun. Namreč moram priznati, da sem se tega lotila kar malo novinarsko, posnela to cesto oziroma vožnjo po njej, ker enostavno nisem mogla sprejeti, nisem mogla razumeti, kako je mogoče, da je ta cesta izmed vseh projektov, ki so v proračunu, izpadla, pa tako zelo nevarna je. Vemo že, kaj se je dogajalo z avtobusom, v katerem so bili šolarji, tam se vsak dan vozi veliko število ljudi in v službo, vozijo se otroci v šolo in ta cesta, poseben tisti del, recimo, ki je najbolj problematičen, je res nevarna. Seveda razumem, da so res te katastrofalne poplave vzele veliko, da rečem, in pozornosti, in denarja. Gre pač res za dobesedno epske razsežnosti katastrofe. A vendarle je treba tudi pri drugih projektih, ki niso posledica te grozne katastrofe, najti neka sredstva, da se res tista najbolj problematične reči rešujejo. In jaz sem res prav iskreno vesela, da je to Gibanju Svoboda, katerega članica sem tudi jaz v parlamentu in to članica iz Krškega, to uspelo. To me res osebno zelo veseli. Za naslednje proračunsko leto, koliko mi znano, gre za v bistvu nekaj čez 5 milijonov evrov. S prireditvijo prižig prazničnih luči, ki se je letos z dolgoletne lokacije na Zatonu preselila na Trg Matije Gubca, se je v Krškem tudi uradno pričel veseli december. Na prvo adventno nedeljo so namreč prižgali praznične luči, ki so zasijale po vsem mestu. Zbrane na Trgu Matije Gubca so nagovorili predstavniki organizatorjev, direktorica Centra za podjetništvo in turizem Krško Kristina Ogorevc-Račič, predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha in župan mestne občine Krško Janez Kerin, ki je s pritiskom na stikalo prižgal praznično razsvetljavo. Dobrodošli v mestni občini Krško, dobrodošli na slavnostnem prižigu prazničnih luči. 5, 4, 3, 2, 1. Čudovit čas, veselimo se, bodimo veseli. Hvala mojim sodelavcem, ko vzdržujemo, hvala občini Krško in vsi ostali, ko so sodelovali. Otroci, starši ne uživajo. Jaz sem zelo vesel, da smo prižgali lučke, da smo v bistvu tudi pokazali se odločitev, da predstavimo samo predstavitev prižiga lučk iz strani Zatona na Trg Matije Gubca bila pravilna. Trg je poln, čas praznovanja, ljudje so veseli in naj se zabava začne, kot je bilo zdaj ravno kar rečeno. Drage gledalke, dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. Prihodnji teden oddaje Posavski tednik ne bo. Vabimo pa vas v ogledu našega prazničnega programa. Na sporedu bo letni koncert Pihalnega orkestra Krško, pogovor s pripadniki helikopterske policijske enote, ki v večini prihajajo iz Posavja.
Podrobnejši pregled programa lahko najdete na našem spletnem portalu eposavje.com. Sicer pa kolektiv E-Posavje TV vam želi mirne praznike ter prijeten preostanek prazničnega decembra. Se gledamo!